delali na prečkanju vodnih ovir. Sami kandidati so skozi ta 2 tedna ugotovili oziroma se naučili prečkati reko na več načinov, s pomočjo splava, s pomočjo čovna, s pomočjo bredenja in potem tudi za najbolj atraktivno obliko, z vrnim mostom, ki nam ga zagotavlja 132. gorski polk. Za varnost v vodi pa nam seveda zagotavlja podporočje Slovenske vojske. Pa da ne izgubljamo besed, se kar osredotočimo na samo predstavitev. Predstavili samo ofenzivno delovanje skupine. Tu vidimo pred nami je sam poligon, po katerem bomo izvedli ta napad. Vidite, tu pred nami je prva ovira, ki kanalizira sovražnika. In če smo hoteli čez to oviro premakniti, bomo morali iti skozi to okno. Potem druga ovira je sama žičnata ovira, katero bomo morali uničiti. Potem naprej vidimo sovražnika, kateri bo z direktnim ognjem na nas deloval. Zdaj sam koncept, kako bomo to izvedeli. Zdaj kandidati oziroma študenti se bomo postavili v linijo in bomo začeli samim premikom, na kar bo začel sovražnik po nas delovati z direktnim ognjem in začeli bomo z taktičnim premikom s skoki skritem. Vreme, pol sržarja, aki nevedno smenila. Vidite, si sem. Tukaj bomo predstavili točko preživetja v naravi. Se pravi, nekaj osnovnih stvari, se pravi, na prvem mestu, kar si moramo zagotoviti v takem primeru, je voda, potem ogenj, toplota, zavetje, potem na zadnjem mestu pa pride hrana. In potem preteče čisto. Vodo je na koncu dobro še prekuhati, da je potem še te mikrobiološke zadeve v čist. Neverski naboj, ga prerežemo. Da vrlico sva. Bravo. Pa da v bistvu toplota usmerja proti našim bivališčem. V bistvu to je tako provizorično, bi pa boljše bilo bližje naših bivališč, da bi se lažje greli. Tukaj! Tiste noge troke, gledajte ga, da nima kakve bombe, bilo kaj. Za vojaški tabor sva zvedla na fakulteti, ker za nami predstavlja izbirni predmet, ki se nam šteje kot upravljena vojaška praksa. Vsaj jaz sem mislil, da je to ena zanimiva izkušnja za naprej, tudi neka življenjska, ne samo predavanja na faksu. Ja, pa ta tabor je bil tudi eden izmed razlogov, zakaj sem se, vsaj jaz, pa verjetno tudi razum odločila za obramboslovje, ker zelo dobro prikaže samo delovanje Slovenske vojske in s tem tudi poveča zanimanje za najino prihodnost.